Lep pozdrav iz studia Idrijskih novic. V današnjem športnem pogovoru gostimo prejemnika priznanja Športne zveze Idrije za dosežke na področju rekreativnega športa Matica Grošlja. Matic, lepo pozdravljen. Živijo. Kot rečeno, prejel si priznanje za dosežke na področju rekreativnega športa. V kolesarstvu dejansko na tem rekreativnem področju si zadnje leta zelo uspešen. Ampak vrniva se v tvoje začetke. Kolesarstvo te spremlja že od malih nog. Kdaj si začel s kolesarjenjem? Ja, jaz sem začel v 3. letniku srednje šole, šele prej so me spremljali drugi športi. Prej sem bil 14 let v nogometu. Prvih 12 let sem bil golman. Zadnje 2 let sem pa igral. Bil sem tudi v prvi lig v 14 let. Pol je pa prišel tak moment, ko nas je bilo premalo na treningih, hodili smo sem trije, takrat sem začel pol malo se z bratovim kolesom voziti in pol mi je ratal to tudi zanimivo. In tudi hitro so prišli že prvi uspehi. Ja, takrat me je pol klical Jure Laharnar, če bi pa jaz probal malo v sloh dirkata, ne. Doma smo se itak skrehali, nista bila lih da bi jaz začel kolesariti, ker sem že 14 let prej vrhu se prav nogometa, ne. Sem otroka, ne morete lih ustavljati pri temu, tako da sem se odločil za kolesarstvo, pa tudi ne obžalujem tega, mi je veliko dalo v samo življenju. Se naučiš neke rutine. Pa ne nazadnje, tukaj najbrž ni bilo nikoli težav s treningom zaradi pomanjkanja soigralcev. Ja, tukaj ni bilo nikoli, ne, ker itak si odvisen sam od sebe. Fajn mi je bilo, ker smo bili v taki družini, naprimer Borut Bošč, Jan Tratnik, Dejan Bajt. Tu so bili zanimivi treningi, ne, smo se tudi malo pa hecali med sabo. To je minilo 4-5 ur, brez kaj, ne. Zdaj, zmeri smo se zmenili za ob 10, ne, sem Borut Bošč je bil tak, da je rekel, ja, jaz se še uštimujem, ne. Pa čakamo 10 minut, ga ni bilo, 20 minut ga ni bilo, a kličemo, ja, se bom hmal, pa je prišel 10:30, pa smo šli na trening. Skratka, trening oddelal in hitro si tudi postal član ekipe Ljubljana Justo. Ja, še prej, 1 leto prej sem bil še v SAO Kranj. Tam me je Matjaž Zevnik hitro dobro sprejel, to je športni direktor bil. Tam je bilo pa tako, ne, so bili malo bolj stara šola, sem dobil rabljeno kolo prvo. Zdaj, če sem hotel novo kolo dobiti, sem si ga mogel zaslužiti. Takrat smo bili na dirku v Italiji, sem bil tudi s bivšim profijem v begu in sem si ga zaslužil. Aleksander Edmondson je bil takrat. Avstralci so bili takrat na vrhu. Skratka, pol se je pa ta tvoja profesionalna kolesarska pot zaključila. Kaj je bil razlog, da si se odločil postaviti kolo, ne bom rekel na klin, ampak v vlogo rekreativnega kolesarjenja? Ja, zdaj tako je bilo, ne. Jaz sem zraven, ko sem bil v Ljubljani, v Rogu, bivši Rog, zdaj je Gusto, ne. Sem delal tudi faks zraven, ne. Pol je pa pretehtalo to, a bi lahko živel od tega ali bolj ne. Zdaj, faks sem naredil, tako da je neka podlaga za naprej sem že imel. Tako da sem se odločil, da takrat postavim pol kolo ob stran. Si kadarkoli obžaloval to odločitev? Ma ne obžalujem. Zdaj, če bi hotel biti na vrhuncu, a ne, bi mogel biti tudi... Nisem bil tako dober, da bi rekel, da bi pa lahko res bil na vrhu, ne, v temu. Se pravi, kad rečemo Tadej Pogačar, ki je zdaj na vrhuncu, Žiga Jerman, ki je bil tudi takrat v mladinskih kategorijah najboljši. Tako da moraš enkrat sprejeti tudi to. Ampak vseeno, kolesarjenje ostaja del tvojega življenja, ne nazadnje uspehe na teh rekreativnih tekmovanjih, kamor spada maraton Franja, potem L'Etape de Slovenije, katero si tudi kot prvi Slovenec lani zmagal.
ne gre za kratke razdalje, tudi tule najbolj še potrebno kar nekaj treninga. Koliko treniraš? Ja, zdaj tudi v rekreativnem športu je ratal tako, da ni več to, da boš šel sem na kolo, pa se malo vozil in to. Zdaj jaz rečem, treniram po 15 ur na teden, a ne. Zdaj, če se za kakšno pripravljam, maksimalno naredim 20 ur, a ne. Sam pri nekaterih je pa tu res šlo v ekstreme, a ne. Je pa tu 20 ur plus, kar delajo pa zdaj tudi v profesionalci, a ne. Tako da zraven šihta pa tu nahri. Skratka, časa kar nekaj vzame ta pripravljena rekreativna tekmovanja. Omenil sem zmaga na maratonu Franje, 2-krat drugo mesto, zmaga na Letap do Slovenije, ogromno drugih odličnih nastopov. Kateri ti je najbolj pri srcu, na katerega se najraje spomniš? Ja, zdaj, če gledam rekreativno, je to seveda Letap Slovenija ali pa po eni strani tudi maraton Franja. Je pa nekaj posebnosti tudi za Letap Slovenija, ki mi je prvič ratal premagati Johnnyja Hugerlanda, bivši profi, bil je tudi v isti ekipi, kot je bil naš Borut Božič, Vakan Solej. Je tudi njegov dober prijatelj, tako da na to se najraj spominjam. Če pa gledam se pravi profesionalnem, polprofesionalnem, je pa to Gran Premio Industrie del Marmo, ki je pa tudi ena kar velika dirka v Italiji. Sem pa premagal tudi bivšega zmagovalca Girota, Jaya Hindleya. Kolesarji se ločite na različne tipe. Eni so bolj šprinterji, eni bolj hribolazci. Kam sam spadaš, glede na to, da si bil tudi zelo uspešen na vzponu na Krvavcu, verjetno ti klanci ne delajo preglavic. Klanci mi ne delajo problemov, sem pa bolj tak, da imam rad pobehe in da se tiši cel dan. Zdaj pri profesionalnem kolesarju vemo, da je ogromno odvisno od ekipe, od pomočnikov. Kako je pri rekreativcih? Se že ustvarjajo kakšne ekipe ali si res odvisen samo od sebe? Pri rekreativcih je bolj tak, da si odvisen sam od sebe, ne? Zdaj v Italiji ali pa v Avstriji je pa že tu šlo lih malo v take, bi rekel, tudi ekstreme, da imajo je že to kot kontinental ravn, gledamo, a ne. So tudi rekreativci, dobijo kolesa in tak, a ne, in dobijo pač materialno, ne dobijo pa nekaj plačano, a ne, kot kakšna štipendija ali pa kaj. Bi se lahko strinjal z izjavo, da se je tudi nivo rekreativnega kolesarstva v zadnjih nekaj letih močno dvignil? Ja, zdaj, če gledamo že sam to, da na Franji rečemo v zadnjih 2 letih nas je bilo na Kladjeh skupaj še 10. Vemo, da so vsi dosti bolj pripravljeni, kot so bili. Je tudi brzina, če gledamo, vsak let je le še hitrej. In verjetno se ta razvoj ne bo zaustavil. Glede na to, da so vsak let le bolj motivirani, pa le še več je teh amaterjev, tako za reči, kategorija amaterji. Po moje gre tu v take ekstreme, da rekreacija ni več rekreacija. Kje se sam vidiš v nadaljevanju? Najbrž ne razmišljaš še o tem, da bi tudi zaključil s to rekreativno potjo? Ja, jaz itak to rekreativno kolesarstvo vidim v tem, če tega ne bi, če ne bi rad hodil na kolo, tudi ne bi šel, ne. Tako pa po šihtu meni osebno uživam v temu in rad grem na kolo. Se dobimo s prijatelji, gremo na konec še na kakšen pier ali pa kaj, ali pa kafe, ali pa sladoled in je čisto drugo. Koliko pa kilometrov narediš letno? Ja, letno naredim med 20.000 pa 25.000 kilometrov. To je z vsem ured. Kot rečeno, prejel si tudi priznanje Športne zveze za dosežke na področju rekreativnega športa. Kaj ti tako priznanje pomeni?
Ja, vsako tako priznanje meni veliko pomen, sploh, ko ljudi vidijo, spremljajo to, ker nisem si mislil, da to tudi rekreativno kolesarstvo spremljajo in šport nasploh. Sam tu so pa itak v Sloveniji ratali tudi, sploh v Idriji je ratali tudi tako, da vidim, da vse več ljudi spremlja to. Sploh tu na Facebooku, ki je to vsi gledajo. Ne nazadnje tudi vsako leto Franja je v Idriji kar Ja. dobro obiskana. Franja, to... A si imel sploh možnost to spremljati, kaj se dogaja ob tras, ali si bil fokusiran sem na... Franja je nasploh zelo zanimiva. Sploh glede na to, da je toliko navijačev, vse občine, ki imajo, ki gre skozi njih, to je še na prejšnjih dirkah, ki smo dirkali kot profesionalci, pa tu ni bilo toliko gledalcev, kot je na eni Franji. Imaš kakšno neizpolnjeno željo, še vezano na svojo polprofesionalno rekreativno športno pot? Ja, rad se bi še enkrat udeležil, se pravi, te rekreativne preizkušnje Strade Bianche. Nameravam se udeležiti naslednje leto, to je začetek marca. Rad bi izkusil še ta prav makadam. In mogoče bo to tudi dobro istočnico za naslednji pogovor. Matic, jaz upam, da ti naslednje leto uspe nastop na tej rekreativni dirki Strade Bianche. Čim boljši uspeh tam in pa seveda uživaj kolesarstvu tudi v prihodnje. Hvala za pogovor. Vam, spoštovani gledalci, pa hvala za ogled tega športnega pogovora in povabljeni tudi k ogledu ostalih prispevkov studia Idrijskih novic.